Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o hrani in o hormonih. Par dni nazaj sem bila na moji banki in smo malo poklepetali in sem rekla, no ja, mogoče pa čas, da posnamem spet en video o hrani, o hormonih, po hujšanju, pa na konc koncev za vse tiste, ki ste zaposleni, ker nimate časa jesti in ja, vam očitno primanjkuje ne časa, ampak ljubezni do sebe. Zdaj, mogoče se malo posmejete, pa rečete, ja, kaj imaš pa ti pojma o tem, ker ko imaš tempo. O ja, mogoče ga pa imam, ker vem, kako zgleda, ko ima človek tempo in vem, kako zgleda, ko človek pozablja na sebe. In ko človek pozablja na sebe, se nekaj časa, veste, ko greš čez tisto krizo, ko si lačen, telo pol počaka, pa počaka, pa počaka in ko pa prideš do hrane, takrat sprazneš hladilnik. No, v glavnem, jaz se zdaj res tega držim pri sebi, da pač jem na 2 uri pa pol. Danes, ko to snemam, je ura okrog pol dveh in sem v pisarni. Se pravi, danes bom imela pozno kosilo in je drugače kot ponavadi, ker sem okrog enih doma in lahko skuham kosilo. Se pravi, sem morala nesti nekaj s sabo v pisarno, ki nadomesti oziroma ki napolni moj želodec. No, in se rekla, vam moram pokazati, kaj jaz nosim s sabo v pisarno. Glejte, vložene olive skupaj z mandlji. Ampak tako, jaz jih kar odprem, potem jih pa pojem, ne vem, pol kozarčka. Tako da enostavno, to je popolno živilo, ker ima mandle, ker ima noter, mandl ima tako beljakovine, ima kalcij, magnezij, ima B vitamine. Dejansko mandli so popolno živilo, ker so namočeni, so še toliko boljši, vse veste, ne? Pač oreščke je treba namakati, zaradi tega, ker vsebujejo fitinsko kislino in ta fitinska kislina izplavlja žveplo iz našega telesa, žveplo pa potrebujemo za razstrupljanje. No, po drugi strani pa tukaj noter olive, pa vemo, da je to najboljše živilo za naše možgane, za koncentracijo. Olive dejansko vsebujejo pač vse, od dobrih maščob do B vitamina, E vitamina, ogromno E vitamina deluje na prekrvavitev, na koncentracijo, dovaja kisik v pljuča, v možgane, deluje celo na hormone, v glavnem delujejo, olive delujejo na žleze v možganih, povečujejo se na podlagi teh sestavin, ki jih ima v bistvu hranil, kar vsebuje oliva, koncentracija v možganih, tako da, ja, to je v bistvu ena taka popolna zadeva, ki jo imate lahko v pisarni in pojeste, poleg tega, ko delate, par oliv. Kar je bilo vprašanje, zdaj, ko sem se pogovarjala z damami na banki, kaj lahko zraven, ker delam na računalniku, nimam časa se usesti in pojesti. Ja, v tem primeru doma vzamete kos sira, ga nesete s sabo, mogoče imate v službi kakšen jogurt pripravljen, da ga lahko popijete, mogoče imate pripravljen kakšne take vložene olive, lahko imate, ne vem, dobro, to je že drugače, ne? Če imate stranke, glih pršuta ne morete imeti, ker bo vse nek von pusti pršuta, ne? Ampak kakšne klobase tudi ne gre. Ampak na konc koncev lahko imate pa neko sadje in vemo, da zdaj je obilica sadja, ampak ne pozabiti na beljakovine. In če imate zraven nekaj beljakovin, kot so oreščki, je to to. No, zdaj vam pa povem, kaj ne delati. No, nekoč sem enemu gospodu razlagala to kombinacijo, kaj naj si v službi priprav, da bo lahko jedel in da bo shujšal. In on si gre kupiti pač neke oreščke in ko dela za računalnikom, on je. In ko je pojedel do konca, je šel v trgovino po novo oreščko in logično se je zredil. V glavnem, druga zakonitost, se pravi, prva je, treba je jesti na 2 ure pa pol, druga zakonitost pa je, ko se naješ, ne smeš jesti 2 uri pa pol, pač nič, mora biti pauza. Ne da ješ kot hrček in potem postaneš kot hrček v jesenskem času, oziroma kakšen svizet, če ste ga že videli, kako izgleda na kakšni planini, ki se jeseni hrani, ker potem gre na zimsko spanje in je zvečer, jesen tak kot en buhtal. No, glejte, tega vi nočete, ne?
Zato je pomembno, se najeste, en obrok lahko traja 1 uro, potem pa 2 uri pa pol ne smete nič jesti, zaradi tega, da ima telo čas pospraviti ta hranila v celice, da proizvede energijo in tako naprej. Zdaj pa mogoče vprašate, kaj pa te moderne diete, ki govorijo o tem, da se hraniš, mislim, da 6 ur, potem pa 12 ur ne ješ nič ali nekaj takega. V glavnem za moje pojme te diete ne grejo skozi. Čeprav vem, da mnogi shujšajo na podlagi tega, ampak. Ta sistem, se pravi kratkotrajnih postov, temelji na tem, da daš celici priložnost, da stare mitohondriji so celične elektrane, imajo priložnost odmreti in da jih telo lahko nadomesti z novimi. In to je res, da ne smemo telo zlorabljati neprestano z ogljikovimi hidrati, da recimo bela moka, testenine, kruh, vsi žitni izdelki, vse, kar ima visok glikemični indeks, pač upočasni našo presnovo, se pravi celično delovanje. Mi pa, če želimo spodbuditi, da bojo stare elektrarne odmirale in da se tvorijo nove elektrarne v naši celici, se pravi te mitohondriji, mi moramo jesti na sledeč način. Se pravi, jemo na 2 uri pa pol. Pomembno je, da imamo še zadnji obrok zvečer, tam okrog 9. ure, če gremo spat okrog 11. ure. Se pravi, še vedno jemo, ampak kaj? Po 5. uri ne smete jesti nič sadja, nobene čokolade, nobenih piškotov, nobenega kruha, se pravi, nič ogljikovih hidratov, lahko pa jeste zelenjavo in beljakovine. Lahko, zdaj jaz sem sama prišla do zaključka, da vidim, da moje telo čist dobro prebavlja ali presnavlja tudi potem, če recimo zvečer pojem nekaj od sadja, ampak moram v istem obroku pojesti nekaj od beljakovin. Se pravi, mora biti glikemični indeks obroka nižji od 30. No, zdaj vas pa, o tem sem že razlagala, veliko razlagala, o tem pišem v knjigi, ko imajo hormoni žur, se pravi načelo srednjega glikemičnega indeksa. Se pravi, če boste jedli za večerjo grozdje, ki ima glikemični indeks okrog 45, je to preveč sladkorja v enem obroku. Zato poleg potrebujete nekaj, kar ima manj sladkorja. In potem greste pogledati glikemični indeks, tukaj noter. Se pravi, glikemični indeks, vse, kar je nižji glikemični indeks od 15 recimo, in najbolj enostavno nekaj, kar ima beljakovine. Pač v tem primeru, če jeste grozdje pa še skupaj s sirom. Ampak res, to je božansko, to je dobro. In enostavno naredite lahko na budalca. Sir pa grozdje in je to lahko popoldanski mini obrok. Medtem ko za večerjo, pa dajte rajš avokado pa skuto, pa stebla zelenjave, boste videli, kako se boste dobro počutili. No, zadnjič je bilo vprašanje, kje sem ga pa dobila? V glavnem, kaj telo sporoča, če ne morete spati, če se po noči zbujate, če ste tam med 2. in 3. uro neprespani oziroma da ste budni in se sprehajate v krog. No, vedno, ko ne morete spati, vaše telo sporoča, v tvoji prehrani manjka beljakovin in predvsem tvoja večerja je neprimerna. Tako da, če želite, da boste dobro spali, potrebujete zvečer beljakovine in lahko še tik pred spanjem popijete recimo kakšen deci ali 2 ali 3, recimo kefirja. Poskusite na ta način in boste videli, kako se bo pač vaše spanje izboljšalo, kako se boste dobro počutili. Recimo, včeraj zvečer, jaz sem še ob 11. ob pol polnoči, sem še pila kefir, pa sem potem spala do zjutraj in sem imela energijo in sem se potem zjutraj zbudila tako naspana, ne pa utrujena, povožena in brez energije. Ker glejte, mi če želimo tvoriti hormone, moramo poskrbeti za to, da naše telo dobi zadostno količino vitaminov, mineralov, beljakovin, poleg tega pa omega-3 zvečer in antioksidante zvečer. Se pravi, kje pa dobite omega-3 zvečer pa antioksidante? Zvečer pa pač pojeste, ne vem, file ribe
ali pa tudi avokado ima rastlinski vir omega 3, ali pa vzamete prehransko dopolnilo Provitality Plus in noter imate kapsulo omega 3, imate tudi B vitamine, pa imate antioksidante, pa imate olja, ki odprejo celične membrane, lipide in sterole, in v glavnem na podlagi tega se celična membrana odpre, postane celica polprepustna, rezultat je ta, da se počutite res dobro, da imate energijo in da se pomlajujete med tem, ko spite, da se topi odvečna maščoba med tem, ko spite. No, tako delujejo te zadeve, zato je tako pomembno, pač kljub temu, da ste zaposleni in da smo zaposleni, da poskrbimo za zdrave obroke in da bolj sledite zdravi kmečki pameti, kot pa nekim modernim dietam, ker vemo, da, lejte, zdaj vsi vemo, da ločevalna dieta, ki je bila moderna, 15 let nazaj, ni višek modrosti. Danes vsi vemo, da diete, ki so 15-20 let nazaj izključevale maščobe, niso višek modrosti. In seveda prihajajo nove in nove diete, te keto, pa ne vem kakšne še diete, ampak na koncu vedno pokaže čas, da čas je pokazal, da ne nazadnje prehranjevanje po načelu srednjega glikemičnega indeksa in upoštevanje glikemičnega indeksa pri živilih in na ta način kombinirati prehrano, da to pa zdrži tudi zob časa. Pa že je to nekaj, kar deluje tudi za tiste, ki imajo povišan sladkor, ki imajo težave s sladkorno boleznijo, ki imajo težave s trebušno slinavko, ki imajo težave z inzulinom, z neprestano lakoto, željo po sladkem. To je vse zasvojeno s cukrom. Vemo, da sladkorna bolezen tipa 2 je epidemija sodobnega časa in ključ je v zdravi prehrani. Tako da zdaj pa, če pa zraven mogoče še vzamete beljakovinski šejk, lahko ga dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. V glavnem imate pa notar vse vitamine pa minerale, to vzamete na mesto večerje in jaz sama to uporabljam, sicer ne na mesto večerje, ampak na mesto zajtrka, ker mi zjutraj še čeljust ne deluje dobro. Ampak ja, jaz se dobro počutam in veste, hrana nam ne bi smela predstavljati stres, tako kot nam seveda ne predstavlja dihanje stres. V knjigi Anastazija sem prebrala, da bi morala biti prehrana za nas ali pa prehranjevanje tako naravno, kot je dihanje. In da nekoč v prihodnosti se bomo prehranjevali na ta način, da bomo zaznali, kaj naše telo potrebuje in da bomo pač zaužili tisto hrano, po čemer kliče naše telo. No, ta trenutek imamo nažalost mečkan zmedeno to komunikacijo v našem telesu in telo pogosto kliče po sladkorju, v osnovi pa dela slabo trebušna slinavka, pa moramo malo poskrbeti na drugem koncu, da naše telo dobi vse tisto, kar potrebuje za dobro počutje. Ampak ta čas, da se bomo prehranjevali tako, kot dihamo, bo takrat, ko bo manj stresa. To zaenkrat še nismo tam, ampak verjamem pa, da se bo čas spremenil. In na boljše, res verjamem v to. A gremo še na kakšno sporočilo prehodu na vodovo, da vidim, kaj kliče, kaj vam sporoča stvarstvo, kaj je za vas. Svetle duše, ta trenutek pomembno, da slišite, da ozavestite, da veste, čakaj, da jaz dam tole okrog, no da vidimo stvarstvo, kaj nam sporočate, vodniki, kaj morajo tele svetle dušice vedeti ta trenutek. Spolna čakra, to je pa že druga tema. Spolna čakra, spolna energija, ta je nemočnejša. Marsikaj učimo v svoji šoli prav o spolni energiji, ker to je tako močna energija. In druga stvar, kaj ne sodi več v vaše življenje. Se pravi, po spolni energiji, zanimiv. Očitno vam nekaj na spolni energiji dela velike težave in obilje na vseh ravneh. Zanimivo, kakšna kombinacija je prišla. Spolna energija je energija kreacije. Se pravi, to je tisto, kar v mnogih primerih nam prav v odnosih, ki so povezani preko spolne energije, predstavljajo največji stres.
recimo kakšna partnerstva, ljubezenski odnosi. In vemo, da se vse vrti okrog tega. In zdaj se zaključujejo določeni odnosi, ki temeljijo na strahu, na preračunljivosti. In mogoče je čas, da se vprašate, kateri odnos mi predstavlja kronični stres. In ta odnos, ki vam predstavlja kronični stres, ga dajte majčkeno na stranski tir in začnete več energije dajati v to, kar vam veča energijo. In naslednja stvar, čas je, da se naravnate na frekvenco obilja. Obilje je povsod. Zdaj, če pogledate drevo, jaz takole ven vidim kostanj, divji kostanj, a lahko preštejemo liste na drevesu? Je nemogoč. A lahko preštejemo kapljice v enem kozarcu? A lahko preštejemo molekule zraka? Mi živimo v vesolju obilja, pač povsod je obilje, ampak pogosto smo ljudje prav naravnani na pomanjkanje in največkrat na finančno pomanjkanje, ne? Kar res je. In zdaj, če gledamo v denarju, to je sicer tudi druga tema, ker so temelji, ampak tudi denar, služba, ker v službo hodiš zaradi denarja, nam predstavljajo pogosto največ stresa. Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da se v mojem življenju zmanjša stres? Boste videli, marsikaj se bo spremenil, ko boste začeli delati nekaj, kar veča vašo vrednost. Radost, energijo, takrat se boste spremenili. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, naj se zgodi v vašem življenju vse dobro.